Dragi moji mladi in mladi po srcu, ja, danes je že četrtek, 3. adventnega tedna. Kako čas mineva. In naslov današnjega branja je novinar. Glej ga šmenta, kam ga je misijonska pot zanesla. Ker novinar je postal. Ja, kdo bi si mislil, a ne? Ampak zakaj? Je zaradi vpliva, ki ga imajo mediji na naše življenje. Kako neizmerno velik vpliv imajo mediji v današnjem svetu, vemo vsi. In ker se je pater Miha tega še predobro zavedal, je poleg radia ustanovil še najmodernejšo tiskarno v Zambiji, v kateri so tiskali tudi 2 reviji, katerih urednik je bil kar sam. Večkrat je rekel: mediji so lahko preroška sila današnjega časa. Izkoristiti moramo medije, če hočemo, da kaj dobrega naredimo. Če teh valov, ki nam jih je dal sam Bog, ne bomo uporabili za dobro, jih bodo drugi uporabili za izkoriščanje. Mediji so tisti, ki usmerjajo človeka v slabo ali v dobro smer. Ja, otroci, verjetno ste tudi že slišali za fake news, kar po naše pomeni lažne novice. In danes žal živimo v poplavi teh fake news. Če je bilo včasih težko pridobiti kakšno informacijo, danes to sploh ni noben problem, saj imamo internet, kjer je na voljo resnično nešteto spletnih portalov, internetnih strani, raznoraznih forumov, pa Instagram, Twitter, Facebook, pa ne vem, kaj vse bi še lahko našteli. Ja, in danes je zato glavni problem razločevanje. Kako v vsej tej poplavi informacij znati izluščiti resnico. Zato pa se mora človek tudi malo potruditi. Ne služijo namreč vsi mediji v dobrobit ljudem. Ker imajo mediji velik vpliv na ljudi, se jih zato poslužujejo tudi slabi ljudje. Se lahko ravno preko lažnih in zavajajočih novic dosežejo svoje sebične interese, seveda vedno na račun poštenih, ubogih in preprostih ljudi. Tem ni prav nič mar za preproste domače ljudi in jih lahko izkoriščajo ravno zaradi njihovega neznanja, neinformiranosti in vsakovrstne revščine. Zato neizobraženost, predvsem pa zato, da ljudje niso pravilno informirani, pa mediji poskrbijo ravno preko zavajanja z lažnimi novicami. Ja, to so kar zanimive besede, a ne? Ampak današnja naloga pa je: nauči se razločevati neumno od koristnega. To je kar težka naloga, a ne? In ker tega je po televiziji, še več pa po internetu ogromno. Ne nasedaj všečnim stvarem, ki ti pihajo na dušo, niso pa koristne in so na dolgi rok celo škodljive. In taki všečni stvari, ki jih brskamo po internetu in Facebooku, cele dneve s tistim prstkom gor in dol, pri tem pa pozabljamo na vse ljudi, ki jih imamo okrog sebe. In dobimo en kup nepomembnih informacij, ki nas sploh ne zanimajo, človeka zraven sebe pa ne vidimo. Dajte, dragi moji, dajte se malce izklopiti iz tega sveta, pa poglejte tistega realnega in vse te, ki vas imajo radi. Pridni bodite in se vidimo jutri. Z Bogom!